Pozdravljeni, čas je za nogomet, sliko smo v Ljubljani, ker se bo kmalu začela tekma 22. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Koper. Gre za ekipi, ki se seveda borita za evropske vozovnice in ta tekma je seveda zelo pomembna za obe ekipi. Točke štejejo dvojno, kot pravi Oliver Bogatinov. Di Mateo Lovrič. Koper skuša seveda graditi napade, nogometaši Brava pa zaenkrat precej obrambno naravnani. No, tole je zanimiva akcija in gol! Kakšen gol, Koper vodi z 1:0. 9. minuta srečanja. Ni se zdelo, da ta napad pretirano veliko obeta, ampak Matija Orbanič ni imel rešitve po tem strelu. Fran Tomek do prvenca v prvi ligi. Kamil Manser je takole začel akcijo na desni strani, zaposlil Frana Tomeka in potem res fantastičen strel 22-letnega Hrvata. 25 tekem je potreboval. Jakoslav Stanković. Stanković lepo proti Jovanu, Jovan pred vrata. Bravo bi lahko ekspresno izenačil, ni še konec nevarnosti, Gidado se je tam boril. Na koncu pa odbija Felipe Curcio. Dva več so torej dali kot pa varovanci Aleša Arnola. Manseri na levo proti El Mansuriju, toda Atemona se je izkazal. Oba osrednja branilca Brava sta zelo hitra, Anšon Geso in Atemona sta to danes tudi že dokazala. Matija Orbanič in Beno Selan. Babula gre zdaj naprej, iskal je Poplatnika na mestu Maj Mittendorfer. Selan. Selan, tole je priložnost za Bravo in vratnica! Vratnica ostaja pri izidu 0:1. Viktor Gidado je prišel do strela, ampak današnja tekma je takšna, da El Mansuri morda ne bo prišel tako do izraza. Gidado pa v priložnosti. Brani Baš, še je nevarno in gol! Izenačenje, Bravo prihaja do zadetka. Matej Poplatnik do jubilejnega 40. gola v prvi slovenski nogometni ligi in do 7. v letošnji sezoni, kar pomeni, da je zdaj z 8. skočil na drugo mesto na listi strelcev. Matej Poplatnik je prsti imel na sprožilcu. Pričakal je odpadek in žogo torej spravil za hrbet Luke Baša. Do tega trenutka nismo videli nobene ranljivosti, nobenega nezdravega vzorca v koprski obrambi. No, v tem primeru pa so dobro zapretili Šiškari, tudi Beno Selan. Mislim, da bi lahko okroglo usnje potisnil v mrežo, tem ko je bila njihova tekma v Ajdovščini prestavljena. Tvegano zdaj, Šiškari zadaj, Štravs je v težavah in to bo priložnost za Koper. Di Mateo Lovrič, Orbanič brani. Kakšna obramba Matije Orbaniča, ki je Lovriču preprečil, da bi prišel do prvenca v prvi ligi. 17 prekrškov pa smo že videli danes. Španring, ostra podaja Marka Španringa, Poplatnik! Matej Poplatnik, 2:1, Bravo do popolnega preobrata. Takoj se je videlo, da podaja Marka Španringa ima oči. Matej Poplatnik, nizko rasli 32-letnik, pa je bil najvišji v 16-metrskem prostoru Kanarčkov. Z natančnim strelom je premagal Baša, prišel do svojega 8. gola v letošnji sezoni in Bravo ima zdaj skupaj z Mariborom najučinkovitejši napad v prvi ligi. Zaspala je koprska obramba, nikakor tu seveda varovanci Oliverja Bogatinova ne bi smeli pozabiti na Mateja Poplatnika. Sliko smo v Ljubljani, ob meni je Matej Poplatnik, strelec 2 današnjih zadetkov. Matej Poplatnik, iskrene čestitke še za 4. zaporedno zmago. V tem koledarskem letu ste prav na vseh 4 tekmah zaostali, pa na koncu prišli do popolnega točkovnega izkupička. Očitno res znate poskrbeti za Dramo.
Ja, v bistvu vse čestitke grejo v ekipi spet. Mislim, da smo spet odgarali eno dobro tekmo. Nekako mogoče malo zaspano spet začeli, ampak smo nekako stopnjevali ritem. Vedeli smo, da smo sposobni ne samo preobrniti rezultat, ampak tudi lepo tekmo pripeljati proti koncu, kot se je zdaj le videl. Tako da v bistvu ta neka mladost v ekipi že prerašča v neko izkušenost in glave dol, do konca je še 14 tekem, treba je vsak trening odgarati in potem vsako tekmo. Že po tekmi s Primorjem sva se nekako pogovarjala, da ste slabo krenili v tekmo, verjetno tudi danes podoben vzorec, ampak pokazali ste potem pravi obraz, prišli do preobrata in jasno do zmage. Zdaj seveda bi se želel, da vsako tekmo začnemo boljše, ampak če bo to nosil rezultat, nimam nič proti, tudi če smo malo slabši v začetkih tekme, ampak kakor sem rekel, to je le še ena izmed tekem, to je maraton tekmovanje, 14 tekem plus pokal je še do konca sezone in kakor sem rekel, vsako tekmo, vsak trening je treba delati maksimalno, kam nas bo to pripeljalo, bomo na koncu videli, ampak najbolj važno je to, da v bistvu se vidi, da igramo dober, moderen nogomet in k temu bomo naprej tudi stremeli. Jasno, cilj ekipe je najpomembnejši, ampak poleg tega pa se zdi, da Raul Floruc tudi dobiva resnega konkurenta v boju za najboljšega strelca. Iskreno se s tem res ne obremenjujem. Jaz sem zelo vesel, da z zadetki pomagam ekipe do 3 točk, zamenjam vse svoje gole in tudi nobenega več naprej ne rabim, da če bomo zmagovali. Tako da hvala ekipi, hvala za dobre podaje in kakor sem rekel, to je le ena tekma, gremo naprej, probal bom zadeči na vseh ostalih tekmah. Hvala. Aleš Arnola, že z Matejem Poplatnikom so se pogovarjala 4 tekme in v 4 primerih ste zaostali, pa potem prišli do popolnega preobrata. Morda bi lahko pričakovali tudi kakšno bolj mirno tekmo, ampak z razpletom ste znova lahko popolnoma zadovoljni. Ja, smo lahko zadovoljni, kljub temu, da bi se lahko zavrteli drugače, vse mislim, da na koncu zasluženo. Predvsem je bila danes specifična tekma, nasprotnik je bilo popolnoma jasno, da v bistvu v tem bloku čaka, da bomo v fazi napada storili neko veliko napako in da bomo z tega prejeli gol. Mislim, da je v prvem polčasu zgolj enkrat strelil proti vratom in nam takrat po lepi akciji zabil gol. Tako da smo bili mi vedno v iskar ravnovesje med tem, da napadamo, da ustvarjamo priložnosti, a hkrati da imamo dovolj kontrole od zadju, da ne izpademo naivno in prepustimo nasprotniku, da z neke preproste napake pride v gol, kar se je nazadnje zgodilo po rezultatu 1-1 v drugem polčasu, kjer smo v bistvu res podarili lepo žogo, ampak je Matija odlično obranil in potem bili na koncu nagrajeni, da smo zabili še drugi gol in ustvarili še vsaj 3 res zrele priložnosti, da bi v bistvu tekmo pripeljali k koncu. To nam ni uspelo, zato smo pa uspeli zadnjih 10 minut v bistvu preprečiti, da nasprotnik ni udaril po golu in jaz mislim, da na koncu zasluženo zmagali. Omenili ste torej to priložnost Mateja Lovriča. Ste nekako tam slutili, da je to nekako točka preloma, da boste potem dočekali priložnost in da bo Koper ne nazadnje kaznovan za to zgrešeno priložnost? Ja, jaz bi poudaril to, da tako kot sem rekel, da izredno težko je bilo to ravnovesje loviti, ker je bil nasprotnik v bistvu v našo organizacijo napada zapiral, čakal na napako. Mi pa smo želeli do zmage in smo tukaj prevzemali več rizika. Tukaj v bistvu sprejemaš riziko in prepelješ do tega, da se lahko napaka zgodi, ampak napaka je bila prevelika in tukaj nas je Matija rešil in od tukaj smo spremenili taktiko in v bistvu se bolj prilagodili na to, da smo hitreje šli žogo globoko na nasprotnikovo polovico in v tem trenutku se je tekma spremenila. Dejstvo pa je, da bi se lahko zapeljala tudi v drugo stran. Vemo, da vse skozi nekako brzdate euforijo, ampak vseeno v tem trenutku ste res v fantastičnem položaju. Za Olimpijo recimo zaostajate za 6 točk. S katerimi stvarmi se Bravo spogleduje v tem trenutku? Mi se spogledujemo z Muro, ker naslednji teden nas čaka Mura, vsak teden poskušamo ostati na realnih tleh. Tudi po dobri tekmi v Mariboru smo imeli kar nekaj točk, smo jih čez teden želeli popraviti. Ena od teh je bilo aktivno branjenje v zadnji coni, kar je bilo danes odlično, smo bili bistveno bolj agresivni, nismo dovolili predložkov na koncu, nismo dovolili strelov iz 20 metrov. Tako da poskušamo vsebinsko še bolj rast, ker vemo, da nam to prinaša rezultat. Na drugi strani pa nimamo omejitev. Če bomo uspeli zbirati točke in zmagovati, bomo izredno zadovoljni, se tega nikakor ne bojimo. Zavedamo se pa, kako izenačena je ta liga. To so pokazali tudi vse te naše zmage, ki smo jih dosegli v prvih krogih, morda le proti Primorju. Smo v bistvu imeli določeno višjo prednost, vse tekme bi se pa lahko zavrtele morda tudi v drugo smer. Tako izenačene so stvari, zato v bistvu jaz mislim, da ostajamo realno na tleh in pa z veliko željo tekmovanja, da prijemo čim više. Hvala.
Oliver Bogatinov, danes ste v tekmo zelo dobro krenili, hitro tudi povedlo. Kaj je potem nekako šlo narobe, da se tekma ni obrnila vam v prid? Pa tudi prej na drugi polčas, mislim, da tudi zelo dober vhod v ta drugi del tekme. Lovrič je imel priložnost, ki bi lahko popolnoma obrnila tok in smer in mogoče celo zmagovalce te tekme. Tako da imeli smo svoje priložnosti kljub temu, bom rekel, slabemu izhodišču, glede na dejstvo, da Pravaši so v nekem svojem ritmu, svoji formi. Mi se še lovimo, še tekma zaostanka, še ena tekma manj, ko ta ritem iščemo, ampak vseeno, fantom lahko samo čestitam. Zagotovo pa nam manjka ravno ta kliničnost ali pa pred vrati nasprotnika, ko s tako priložnostjo mislim, da se tekma obrne čisto v drugo smer. Nogomet pa sega za gole, ja. Nekaj tu dodati, Poplatnik na drugi strani ekstra dan, ekstra forma in to je krona z 2 zadetkoma. Tako da to so te potem, bom rekel, nijanse, detajli, ki so odločili današnjega zmagovalca. Res ste zapravili krasno priložnost, ste na tisti točki nekako slutili, da bi se vam to lahko maščevalo, da bo sledila kazen? Pa rezultat je bil aktiven za obe strani v tistem momentu, 1-1. To meni se lomi. Mi rezultata nismo obrnili v našo prid in potem se je igra odvijala v to smer, da je vsak iskal ta svoj moment za svojo kvaliteto in mi nismo našli domačini s Podplatnikom, pa ja. Veliko minut je na igrišču danes preživel tudi Denis Popovič, nekako se je že zdelo, da je končal zgodbo s Koprom. Nam lahko zaupate, kakšni so bili vajni pogovori v teh dneh? To vse ostane za 4 stenami. Jaz mislim, da je Denis odličen igralec, ki nam lahko vsem skupaj pomaga pri dosegu željenega cilja. Kar se pa dogaja znotraj garderob, se pa ostane tudi znotraj garderob. Pa se je za besede moral ekipi opravičiti? Tega ne bom komentiral. Hvala. Luka Baš, danes ste v tekmo zelo dobro krenili, hitro povedli, na koncu pa ostali brez točk. Kaj po vašem mnenju zmanjkalo za pozitiven rezultat? Ja, tekma je bila zelo specifična, težka, veliko duelov, hitro smo zabili gol, ampak se je tekma pol na polčasu preobrnila in treba je pogledati, kje smo delali največ napak in iti vse v sredo, ko igramo pokal na zmago. Hvala.